Lep oktobrski pozdrav iz studia Bistrica vsem gledalkam in gledalcem lokalne televizije. V prvi polovici meseca, v katerem se krešajo iskrice okrog predsedniških volitev, ki se nezadržno bližajo. Ob tem pa je vse več dilem, komu dati svoj glas. Veliko dilem pa je gotovo tudi med učenci zadnjih letnikov osnovne šole, ki spoznavajo nove poklice in ki nihajo med tem in onim. Nastajajo vedno novi, v skladu z razvojem tehnologije in potrebami. Še vedno pa je veliko takih, ki tudi v prihodnosti ne bodo zamrli. Tako kot solidarnost in donatorstvo, ki sta pri nas v vzponu. O tem in drugih temah pa v informativni oddaji tega tedna, zato prijazno vabljeni k ogledu. Že tradicionalno slovenjebistriška osnovna šola pohorskega odreda vsako leto organizira predstavitev nekaterih poklicev za bodoče srednješolce. V Laporju potrgali grozdje potomke stare trte z Lenta. Marko Soršak Soki daroval osnovnošolcem nekaj glasbil. V rubriki Lokalne novice o poklicih, trgatvi in donaciji. V tednu otroka so na osnovni šoli pohorskega odreda Slovenska Bistrica potekale številne dejavnosti in prireditve. V četrtek, 5. oktobra, so učencem 8. in 9. razredov predstavili programe srednjih šol. Predstavile so se tehniške in druge šole iz sosednjih občin. Prav tako pa tudi bistriška srednja in glasbena šola. Učenci pa so si ogledali tudi predstavitveni film o poklicih ter pokušali dobrote, ki so jih zanje pripravili predstavniki gostinske šole. Zbirali so tudi hrano za živali ter ohranjene namizne igre in sestavljanke. Turistično društvo Laporje, KUT Laporje in Župnija Laporje so v nedeljo 8. oktobra po maši pred Slomškovim domom v Laporju izvedli trgatev laporskih potomk najstarejše trte na svetu. Na prireditvi, ki jo je vodil Jožef Grobler, so nastopili učenci osnovne šole Gustava Šiliha in mešani pevski zbor KUT Laporje. Marko Soršak Soki je v ponedeljek 9. oktobra z novimi glasbili dan polepšal tudi učencem osnovne šole pohorskega odreda Slovenska Bistrica. V okviru projekta 20 za 20 je šoli podaril bobne, bas kitaro in akustično kitaro v skupni vrednosti 1500 evrov. Slovenjebistriška šola, ki letos praznuje 50-letnico delovanja, je že 55. slovenska šola, ki je prejela tovrstno donacijo. Donatorji so bili številni znani slovenski glasbeniki, ki so marca letos dobrodelno bowlali v tuš bowlingih. Ravnateljica osnovne šole pohorskega odreda Tatjana Pufič je poskrbela, da je bila obdaritev popolno presenečenje. Ob 50-letnici šole smo si zaželeli, da bi lahko otrokom omogočili še glasbeno izobrazbo in takrat sem se dejansko povezala z Sokijem in moja edina želja je bila, da bi se v letu 17 oglasil pri nas in nas nagradil. In kaj pravzaprav to pomeni za vašo šolo, ta nova glasbila? Ta nova glasbila pomenijo velik korak in pa izpolnitev dolgoletne želje, da imamo glasbila v šoli, da lahko naši otroci v bistvu igrajo, se učijo in obenem tudi
v letošnjem šolskem letu se izvaja izbirni predmet ansambelska igra, tako da to je več kot potrebno za našo šolo in za učence. Bobnar Marko Soršak Soki se je ob 20-letnici svoje glasbene kariere odločil, da z dobrodelnim projektom 20 za 20 slovenske šole obdari z novimi inštrumenti. Čeprav je bil sprva njegov cilj obdariti 20 šol, je to številko že zdavnaj presegel. Tudi v Slovenski Bistrici je otroke navdušil s svojim pristopom. Med drugim je na oder povabil Špelo iz 1. C razreda, ki je poizkusila igranje na bobne. Najprej daš noge gor na te stopalke. Ok. Zdaj pa probaj prcniti tole, da vidiš, če dela. Ok, super. Zdaj pa roke drživa tako, prekriženo. Desno zgore, levo spodaj. In zdaj dariš nogo, pa činelo istočasno. Zdaj že težje. Istočasno. Ok, še enkrat. Super, to je številka 1. Smo že na polovici. Številka 2 sta obe roki skupaj, ampak brez noge. To je številka 2. Kaj je bila 1? Kaj je bila številka 1? Noga pa činela. Ok, še enkrat. Pa 2. Pa spet 1, činela pa noga, pa obe roki tako. Ok, to je številka 1. Številka 2. Še enkrat. Ja. Ok, zdaj pa 1 pa 2, to zalepiva skupaj. Kaj je še bilo? To je zdaj pa 1 pa 2 skupaj. Moraš ločeno. Prvo 1, noga. Ok, super. 2. 1. Čekaj, ti bom pomagal. Kako se je pravzaprav porodila ideja za ta vaš projekt 20 za 20? Kako ste zbrali potrebni denar za ta glasbila, čudovita glasbila, ki ste jih podarili danes tukaj v osnovni šoli? Ja, zdajle bo počasi 4. leto, kar obiskujem šole in jih obdarujem z glasbili, kar pomeni tole je, ne, 3. leto, ne 4., 3. leto in danes je bila v Slovenski Bistrici šola že 55., ki je dobila glasbila in sredstva se zbirajo na različne načine, od kakšnih dobrodelnih akcij, projektov, koncertov, posameznikov, športnikov, glasbenikov, filmskih igralcev, društev, veliko so pripomogli tudi študentje, tako da vedno bolj se prepoznava ta duh, bi rekel, da spodbujamo glasbo in mlade talente in s tem projektom zdaj pohodim in moja želja je, da obiščem torej 100 šol. Verjetno pa ni večjega zadovoljstva, ko vidite te nasmehe otrok, ko dobijo ta glasbila. Ja, absolutno. To je ravno to, zmeraj so učitelji presenečeni, ko pol kasneje ugotovijo, kdo dejansko igrajo glasbila, ne. Ker na začetku to otroci ne povedo, niti inštrumentov ni v šoli, tako da niti ne morejo probati, ne. Jaz sem prepričan, da bo vse nekaj bobnarjev se je našlo tukaj. Prireditev so popestrili z glasbenim programom. Prav za to priložnost je prvič nastopil šolski ansambel.
Nastopili so tudi učenci s plesno-pevskim nastopom. Policisti slovenjebistriške policijske postaje so pretekli in ta teden zabeležili in obravnavali naslednje dogodke in pojave. S področja kriminalitete so obravnavali 14 kaznivih dejanj, od tega 6 tatvin, poškodovanje tuje stvari, povzročitev lahke telesne poškodbe, zatajitev, goljufijo, grožnje in druga dejanja. Slovenska Bistrica. Neznani storilec je iz kletnega boksa ukradel moško gorsko kolo vredno 200 evrov. Občan je v poštnem nabiralniku našel rdečo kuverto brez podpisa, v njej pa 100 evrov. Denar se nahaja na policiji. V Slovenski Bistrici na Trgu Svobode je občan našel denarnico z dokumenti. Najdeni predmeti bodo vrnjeni lastniku. Občan je našel nekaj ključev na obesku v obliki manjše torbice z 2 ključema za kavni avtomat. Najden predmet se nahaja na slovenjebistriški policijski postaji. Velikotinje. Policisti so v bližnjem gozdu izsledili 5 tujcev, ki so nabirali gobe. Najdenih je bilo 50 zabojev oziroma 170 kg gob, ki so bile zasežene in uničene pod nadzorom gozdnega inšpektorja. Kršiteljem je bila napisana globa. Razgor pri Žabljaku.
Trije storilci so iz gospodarskega poslopja ukradli pogonsko gorivo, pri čemer jih je lastnik zalotil. Čeprav so zbežali, so enega storilca izsledili v bližini dogodka. Bližnjemu sosedu so ukradli tudi neregistriran osebni avtomobil. Neznanec je skušal vlomiti v stanovanjsko hišo. Čeprav ni nič odnesel, je lastnika oškodoval za 500 evrov. Spodnja Polskava. Iz odklenjene gorske ute je nekdo ukradel gorsko kolo, vredno 250 evrov. Zgornja Polskava. Iz druge hiše pa je vlomilec odnesel denar in zlatnino, škode je za 1500 evrov. S področja prometne varnosti so policisti obravnavali 19 prometnih nesreč, podali 2 obdolžilna predloga, izdali 43 plačilnih nalogov in odvzeli 3 vozniška dovoljenja. Policisti ponovno opozarjajo uporabnike kmetijskih površin, da očistijo vozila, preden se vključijo v promet. Bodite pa tudi pozorni na neznance, ki se zadržujejo v bližini trgovskih centrov in zbirajo prispevke za gluhoneme, pri tem pa so zelo vsiljivi. Vkolikor jih boste videli, pokličite slovenjebistriško policijsko postajo na telefon 02 843 2900 ali interventno številko 113. Spoštovani, informativni del oddaje se je iztekel, v nadaljevanju pa vas vabimo k poslušanju koncerta Okteta Tinje z naslovom Od Izole do Šolte. Želimo vam obilo glasbenih užitkov, pa tudi potepov v naravi, saj nam bodo sončni žarki še vedno naklonjeni. Pa srečno!